dobrodošli nazaj. Gospa doktorica Urša Vilhar prihaja iz Gozdarskega inštituta Slovenije in predstavila nam bo metodologijo za upravljanje dveh kazalnikov za hidrološko funkcijo gozdov ter rezultate večletne študije v urbanih gozdovih. Takole. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Zaenkrat ozvočenje super deluje, upam, da bo. Zdaj, je že bilo. Evo, vse smo videli, lahko gremo naprej. Moje ime je Urša Vilhar in delam na Gozdarskem inštitutu Slovenije, ukvarjam se z gozdno hidrologijo in zelo me zanima hidrološka funkcija gozdov in na kakšen način bi jo lahko z nekimi kazalniki ovrednotili. Danes je posvet na temo mestnih gozdov. Zakaj so mestni gozdovi tako posebni? Mogoče boš čez tlele gledam, vam bom lažje govorila. V mestu je precej manj zelenja kot v običajnem gozdu, recimo, in zato več padavin pride do tal. Tla so večinoma pozidana, nepropustna in je zelo malo pronicanja vode v tla. Več je tudi onesnaževal, tako v zraku kot tudi v tleh. V teh vodotokih, ki so prisotni v urbanem okolju, je več sedimentov, tudi več onesnaževal in vse to zelo spremeni hidrološke procese v tem urbanem ekosistemu. In zato so v teh območjih gozdovi še toliko bolj pomembni. Vsako drevo, ki raste v nekem urbanem okolju, zelo pomembno prispeva kako bi rekli, k prestrezanju padavin, ki se zadržijo v krošnjah dreves, nekaj jih izhlapi, nekaj jih pride do tal, ampak več ko je dreves, manj bo teh padavin prišlo do tal. In v mestih je v bistvu zelo pomembno, da se čim bolj zmanjša količino padavin, ki pride do tal, ker bojo potem zelo hitro odtekle v neke kanale, odtoke in te v bistvu pogosto zelo ozke vodotoke in lahko potem povzročajo poplave. Hkrati gozdovi in druge zelene površine v mestnem ekosistemu povečujejo infiltracijo vode v tla, ker ima pač vsako drevo okoli korenin vsaj malo tal ali pa enega substrata, kamor voda lahko pronica in ne odteka po površini. Hkrati tudi prispevajo k temu, da se voda vrača nazaj v ozračje preko evapotranspiracije. Tla, ki obdajajo drevje v mestu, tudi zadržuje vodo v tleh in je ta odtok potem v kanale in mestno kanalizacijo počasnejši in zamaknjen, kasnejši. Hkrati pa tudi drevesa prestrezajo zelo veliko onesnaževal že v zraku, se v bistvu ta prah nabira na listje, na igelce in tudi tla deluje kot ene vrste pufer, zadrževalnik za onesnaževala. In vse to zelo pomembno prispeva k ohranjanju kakovosti vodnih virov. Tako za urbana območja kot za druga vodozbirna območja pa velja pravilo, da več ko je gozda, večji bo ta pozitivni vpliv na količino in kakovost vodnih virov. Zdaj, hidrološka funkcija gozda je določena v pravilniku o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in zdaj ne vem, če bi jo brala, ker ste večinoma gozdarji in poznate to zakonodajo, lahko tudi sami preberete. Mi smo pred leti za Mestno občino Ljubljana naredili eno tako študijo, koliko vodovarstvenih območij prekriva gozd, in sicer smo pogledali za najožja vodovarstvena območja, ožja in širša. Vidite, oranžna barva predstavljajo najožja vodovarstvena območja, v Ljubljani je gozda 3% na teh, potem 7% v ožjih vodovarstvenih območjih in 21% gozda v širših. Potem smo pa
našli eno študijo, doktor Urbanc s sodelavci, ki je za Ljubljano naredil popis vseh zajetij in izvirov, ki so razpoložljivi in obnovljivi vodni viri v mestni občini. Skupaj jih je 102. In potem nas je zanimalo, koliko od teh se jih nahaja v gozdu. In ugotovili smo, da se jih samo 5 teh vodnih zajetij in virov nahaja izven gozda. 36 jih je v gozdu, 61 pa na gozdnem robu. Tako da, če seštejemo 97 vodnih virov in zajetij, je v bistvu v gozdu ali na gozdnem robu, samo 5 pa izven tega območja, kar je zelo poudarja pomen gozda za varovanje vodnih virov v Ljubljani. Zdaj pa, zakaj bi sploh iskali kazalnike za hidrološko funkcijo gozda? Pomembni so, ker če poznamo neko optimalno strukturo gozda ali pa sestoja, ki zagotavlja v največji možni meri hidrološko funkcijo, lahko razvijemo ali oblikujemo smernice za prilagojeno gospodarjenje z urbanimi gozdovi, kjer je hidrološka funkcija najbolj poudarjena. Hkrati je pa to pomembno tudi za gozdno-gospodarsko načrtovanje, ki se ga vedno bolj usklajuje tudi z načrti upravljanja voda in pa za širše prostorske načrte, ki so pač v urbanih območjih toliko bolj pomembni. V tej predstavitvi bom predstavila metodologijo za ugotavljanje 2 kazalnikov za hidrološko funkcijo v urbanih gozdovih, in sicer razmerje med odtokom in padavinami in pa razmerje med evapotranspiracijo in padavinami. Poskušala bom razložiti, kjer se meni zdi boljši, mogoče boste potem tudi vi imeli čas kaj pokomentirati pa predlagati. In se mi zdi super, ker je pač mestni gozd lahko ene vrste učilnica za nas, kako bi potem to znanje prenesli na vse gozdove, s katerimi pač vi kot Zavod za gozdove upravljate in tudi vrednotite hidrološko funkcijo. Naše študijsko območje je Mestna občina Ljubljana, površina gozda je okoli 41% in tukaj smo zbrali 5 ploskev. V poplavnem gozdu Listovcev v Gameljnah ob reki Savi. No, zdaj pa ta napačen gumb. Tale, to je tulele gor. Tukaj smo zbrali poplavni gozd Listovcev, in sicer odrasel sestoj in pa Mladje na Otoku. Potem pa še obrežno Rdeče borovje, je tudi tukajle. In pa mešan gozd na Rožniku, to je tukaj blizu tele stavbe, kjer smo zdaj, samo čez Večno pot gremo, pa smo že na ploskvi. Tukaj smo pa zbrali mešan sestoj, odrasel sestoj in pa vrzel z mladim. Takole te sestoji izgledajo, vidite, da se zelo razlikuje glede na drevesne vrste, njihove višine, premere, krošnje, tudi tla, recimo na Rožniku so globoka distrična rjava tla, obrežno Rdeče borovje ima zmerno globoko, razvito karbonatna obrečna tla. Poplavni gozd Listovcev, tam so pa samo tam so tudi zmerno globoko razvita karbonatna obrečna tla, na Mladju na Otoku so pa samo plitva, tako res bolj nanosi peska in skal, skoraj nič talni. In to je zelo pomembno, ko obravnavamo hidrološko funkcijo. Ker vseh teh elementov vodne bilance ne moremo izmeriti, smo uporabili hidrološki model Brook, da smo lahko simulirali evapotranspiracijo in pa odtok v podtalje. Model pa smo umerili in preverjali z merjenimi vrednostmi za prepuščene padavine. To smo spremljali v tehle posodah pod krošnjami dreves in na odprtem, na travniku. In pa merili vsebnost vlage v tleh s takimi kovinskimi palčkami, ki se jih vstavi v tla in se meri elektroprevodnost. In se potem izračuna večja, ko je prevodnost, več je vlage v tleh. To
smo delali za obdobje od leta 2007 do 2022, tako da imamo kar veliko let meritev in rezultatov. Potem smo pa iz teh simuliranih vrednosti odtoka in evapotranspiracije izračunali ta dva kazalnika. Tole so prvi rezultati, kako smo umerili model in ga preverili. So v bistvu dosti dobro ujemanje tako za prepuščene padavine, zgornja grafa kažeta, za vse ploskve razmeroma dobro ujemanje, kot tudi za vlago v tleh. Na teh dveh grafih. Tukaj so pa prikazani rezultati za vodno bilanco. In sicer zgornji stolpci so v bistvu seštevek intercepcije, izhlapevanja iz tal, to je vse skupaj evapotranspiracija za te naše izbrane sestoje. Odspodaj modri stolpci so pa odtok v podtalje. In že tukaj vidimo, da imajo ploskve v Gameljnah precej večji odtok, evapotranspiracija pa je manjša v primerjavi z ploskvijo na Rožniku. Tukaj je prikazano razmerje med odtokom v podtalje in padavinami. Kot vidimo, je ta kazalnik v bistvu kaže, kako je odtok v podtalje zelo odvisen od količine padavin, se pravi, več ko je padavin, več je odtoka. Razmerje med evapotranspiracijo in padavinami je pa v bistvu za posamezno ploskvo dokaj konstantno in kaže recimo mešani gozd pod Rožnikom, so tile zeleni krogci, je dokaj konstantno, ne glede na to, koliko je padavin, so majhna nihanja v evapotranspiraciji. Mogoče tukaj eno leto izstopa, ko je bila zelo nizka evapotranspiracija, to je bilo leto 2022, se mogoče spomnite, je bila zelo dolgotrajna suša od maja do septembra. No, in tukaj že vidimo, da je v bistvu najvišje razmerje tukaj med evapotranspiracijo in padavinami za mešan gozd pod Rožnikom, najnižje pa za poplavni gozd listavcev. In lahko zaključimo, da mešan gozd pod Rožnikom v največji meri zagotavlja hidrološko funkcijo, poplavni gozd listavcev pa najmanjši. S tem, da tudi ostala dva sestoja imata zelo podobne vrednosti v Gameljnah. Tukajle smo pa prikazali še sezonsko, ker me je zanimalo vegetacijsko obdobje, ko listavci odvržejo listje, ali pa obdobje mirovanja vegetacije. Vidimo, da je to zagotavljanje hidrološke funkcije precej manjše, sploh na ploskvah v Gameljnah, pod Rožnikom pa višje. Tukajle so še vrednosti, koliko se razlikuje recimo mešan gozd pod Rožnikom, ima v obdobju vegetacije, ko so listi zeleni na krošnjah dreves, 0,76 ta kazalnik, pozimi pa 0,27. Poplavni gozd listavcev pa v vegetacijskem obdobju 0,33, pozimi pa le 0,12, tako da so kar velike razlike. In če zaključim, za vrednotenje hidrološke funkcije se mi zdi primernejši kazalnik razmerje med evapotranspiracijo in padavinami. Ta hidrološki model in simulacija evapotranspiracije in odtoka je pokazala pomembne razlike med temi izbranimi gozdnimi sestoji. Razlikujejo se vrstni sestavi, dimenzijah dreves, pokrovnosti krošenj, sezonskost teh krošenj. Pomembna pa je tudi prostorska porazdelitev padavin in pa njihova intenzivnost. In kot je pač zdaj moderno uporabljati te izraze na naravi temelječe rešitve pa natural retention measures, poudarjali, da je mestni gozd ene vrste na naravi temelječa rešitev in da bi jo lahko da bi to lahko bolj poudarjali, ko govorimo o hidroloških funkcijah ali pa rešitvah zaradi posledic podnebnih sprememb.
Potem bi se pa še zahvalila Javni agenciji za znanstveno-raziskovalno inovacijsko dejavnost, in programski skupini, v okviru katerih smo izvedli to raziskavo. Hvala lepa.